mesto, kjer je pol dneva sence, ne bo primerno za vrt. V vlažnih poletjih bomo imeli veliko težav z boleznimi, vse v suhih, vročih poletjih pride tudi takšen vrt skozi. Gnitje lahko povzročijo tudi drugi faktorji. En od faktorjev je na primer cvetenje, zimsko cvetenje rastline, kot recimo v tem primeru ta Mammillaria plumosa, ki zdajle v januarju intenzivno cveti. Napletamo levo, desno in ker je ravno zima, se lahko malo pošalimo in rečemo, da veje napletamo tako, kot da bi vozili slalom. Kot vemo, je samooskrba Slovenije s prehrano padla na kritičnih 30%. Zato smo vrtičkarji, ki pridelujemo hrano doma, toliko bolj pomembni. Kajti tu lahko pridelamo zdravo, domačo hrano. Miša, pa kljub temu, da je zima, povej mi, katera so zdaj ta najpomembnejša opravila, načrti za naše vrtove. Ja, zdaj pač razmislimo, kaj bomo poleti počeli na vrtu. Zelo dobro je, ne glede na vse, razmisliti, kaj smo lani delali, kaj je bilo v redu, pa kaj ni bilo. Vedno naredimo tudi mi kakšno napako in zato je vedno dobro takšno sezono pol enkrat v miru, ne vem. Zelo fajn je seveda, če sta oba dva v družini ali pa celo otroci, zato ker najlažje je malo tako predebatirati, ko se pogovarjamo. Vem pa, da običajno je to na hrbtu enega. Druga stvar je pregledati, kaj od semena nam je ostalo v predalih. Vedeti je treba, da naši predali nikoli niso dobra skladišča za seme, posebej, če so vrečice odprte in je treba to malo pregledati, prevetriti. Vse, kar je starejše od 3 let seme, bi jaz zavrgla. Da si naredimo seznam, kaj imamo in potem šele, ko imamo ta seznam, gremo v trgovino nabavljati novo seme in predvsem zato, da se nam ne bo seme nabiralo v predalih. Vedno je boljše sproti kupovati sveže seme. Res je, da ni vsako leto čisto sveže, tudi v trgovinah ne, ampak je staro lahko 2 leti, lahko tudi 3, ampak tam je dosti boljše skladiščeno, ker semenske hiše vse znajo boljše skladiščiti seme kot mi, zato je to dobro narediti. Bolj si pa narediti vedno en plan sajenja, za celo leto, ne samo za začetek, ampak za celo leto pa še malo pogledati, kaj je bilo predlani, pa predlani, za lani še vemo, kaj je bilo na vrtu, zato da upoštevamo ta pravila kolobarja. Pa morda, Miša, še nekaj o zemlji, o strukturi zemlje. Zdaj sva ravno na Dravskem polju, tu je, kot vidiva, peščena struktura. Kako to vpliva na rast rastlin, predvsem ali ilovnata tla ali peščena tla, kako se prilagajamo s sajenjem, setvijo, kdaj prej, kdaj kasneje? Peščena tla so prva stvar, ne zadržujejo vode, se pravi, tisti, ki imajo opravka s takšnimi tlemi, si morajo omisliti namakanje, preden se sploh lotijo vrta, kakršnokoli. Zdaj, nošenje zalivalk na vrt je neuspešno, to naj že najprej povem. To niti ne rešuje predelka, kaj šele, da bi reševalo kakovost predelka. Tudi če zbiramo vodo, to je vedno bolj pomembno, pravzaprav varovanje pitne vode, ne ker voda iz vodovoda je pitna voda. Si moramo misliti na tak način, da bomo zbrali poleti dovolj. Poletno zbiranje ni dovolj, se pravi tudi po zimi je treba zbirati, več sodov imeti, da bomo lahko namakali in to vode navadno treba dvigniti, da ne rabimo pol črpalke za namakanje. V vsakem primeru peščena zemlja se ne da pridelati zelenjave, skoraj da nobeno poletje brez dodatnega namakanja. Lahko začnemo zelo zgodaj, ker se hitro ogrevajo ta tla in lahko veliko bolj zgodaj začnemo kot nekoliko težjih, bolj vlažnih tleh. Res pa je, da težjih, bolj vlažnih tleh je velikokrat lahko poletje popolnoma brez namakanja ali pa za zelo namakanje pridemo skozi, medtem ko v peščenih pa ne pridemo. Običajno imamo pa nekje eno vmesna tla, že zato, ker na vrtu vedno skrbimo, da to zemljo izboljšujemo, da jo gnojimo. Gnojimo še vedno na srečo veliko z organskimi gnojili, če že ne z hlevskim gnojem, pa z domačim kompostom. In to je tisto, kar peščeno zemljo naredi bolj organsko in pomaga, da bo bolj zadrževala vodo in kar težka glinasta tla zrahlja, da ostane bolj rahla, da imajo korenine več zraka, tako da dolgo, recimo 10 let in več star vrt praktično nima več pravih težkih tal, ampak že ima tisto, ko mi rečemo, srednje težka tla. Kako je pa, če načrtujemo nov vrt? Miša, kaj predlagaš, na katero stran hiše, ker nekako ob hišah zopet snujemo nove vrtove, na novo postaja to popularno? Kaj predlagaš? Ja, osnovna stvar je, da vse vrtnine rabijo sonce. Se pravi,
mesto, kjer je pol dneva sence, ne bo primerno za vrt. V vlažnih poletjih bomo imeli veliko težav z boleznimi, vse v suhih, vročih poletjih pride tudi takšni vrt skozi. Druga stvar tam, kjer je odcedno, ker včasih imamo parcele narejene tako, da je na enem delu malo poševno, potem se pa tisto zravna in v tisti ravnici tik po to poševnino ni primerno za vrt, zato ker bo tam voda zastajala, kadar bo malo več vode. Nevarna je ta voda, ki po zimi zastaja, ne toliko, ki poleti zastaja, ker takrat se tele prezimne vrtnine dušijo in takrat se tudi lahko zruši struktura zemlje, tako da v takem primeru bi jaz bolj svetovala celo na poševnini vrt, nič ni hudega, če je na poševnini. Če pa imamo to vse, recimo dobro rešeno, pa ne skrivati vrta čim dalj stran od hiše, ampak naj bo čim bliže hiši, da se nam bo dalo tudi po košček peteršilja, pa po eno zelišče skočiti na vrt. Ne, točno tako. Miša, pa še morda tukaj vidiva v ozadju brstični ohrovt in še ostale rastline, motovilci je še zdaj v tem času aktualen, pa por. Kolikor nismo na teh delih vrtov naredili zimske prahe, ker pač še seveda imamo rastline, kako je s to praho kasneje? Ja, praha ni problem, skratka prekopavanje zemlje, tako ali pa štihanje, ne po slovensko, sploh ni obvezno vsako leto. Dovolj je, če ga naredimo vsako 3. leto, ampak hlevskega gnoja mi v tla pravilno ne moramo spraviti, uporabno spraviti, če ne prekopljemo v jeseni in če ne damo gnoja v jeseni, zato ker gnoj še nekaj časa rabi, preden začne dajati rastlinam hrano. Mora še razpasti do neke mere, ne. Drugače pa, če tega nismo naredili, pa če nimamo nobenega dela vrta prekopanega s hlevskim gnojem, pognojenega, potem spomladi nam prestane kompost. Drugače pač uporabimo v letošnjem letu kupljena organska gnojila, nič ni narobe, sploh če to enkrat ali pa občasno naredimo, ne. In tla pomladi niti ne rabimo preobrniti, se pravi prekopati, lahko je samo globoko obdelamo z motiko in poravnamo, posebej peščena tla, pa lažja tla, pa humusna tla. Tisti, ki pa imajo težka tla, kjer imajo velike grude, tistim pa mraz oziroma jesenska praha zelo pomaga pri tem, da bo tele grude razdrobljene, tisti bodo pač v letošnjem letu, v tistem letu imeli nekoliko več težav, ne. In v tem primeru je verjetno pomembno, jaz vidim, da včasih ljudje nasujejo gnoj in nimajo časa prelopatati v tistem tednu vrta, se verjetno ti mikroorganizmi, ki so pomembni, uničijo na soncu. Tako je, ja. Če nimamo časa prelopatati, vsaj eno folijo, čeprav ni najboljša folija, boljša bi bila neka prepustna, pravi agrokoprena, debela seveda, ali pa najboljša koruznica, smrečje, ločje, listje ali karkoli, da mi zavarujemo. Je pa res, da vsi mikroorganizmi se ne uničijo. Tudi če bi bil celo zimo hlevski gnoj recimo tako izpostavljen ob robu vrta, vsi mikroorganizmi se ne bi uničili. Traja pa potem dalj časa, ker tista količina mala, ki jih je ostala, se mora še najprej razmnožiti, preden začne razgrajati hlevski gnoj do komposta in to je še vse faza, kjer je pa tudi koreninam lahko nevarna. Lahko v tej fazi tudi kakšne korenince požgemo, posebej te drobne koreninske laske in šele od takega naprej pridejo tisti mikroorganizmi, ki so pa že v zemlji in niso problematični, ki pol začnejo razkrajati to kompost oziroma že organsko maso še do hrane rastlinam, ne. Zato je hlevski gnoj spomladi praktično bo dal hrano komaj nekje v drugi polovici poletja, kar bo pa že prepozno. Vsake toliko je potrebno opraviti tudi analizo tal, na koliko let, ali obstaja morda tudi kakšna enostavnejša varianta, cenejša, ali je nekako boljše, da to prepustimo strokovnjakom. Zdaj v Sloveniji jaz ne bi vedela, da obstaja kakšne cenejše variante, vem pa, da v tujini obstajajo eni takšni hitri seti, kjer se tudi da do neke zmere zmeriti vsebnost hranil, rastlinam dostopnih hranil v tleh, ne. Drugače pa jaz vseeno priporočam, da to občasno naredijo strokovnjaki. Zdaj, kako pogosto? Če je analiza pokazala, kar redko kdaj na vrtu pokaže, da je na zemlji vse v redu. Skratka, da je zemlja enakomerno in primerno založena s hranili, ne premalo, ne preveč, potem bi na vrtu zadoščalo, po mojem, manjka za 10 let, recimo, ampak tudi nekje od 5 do 10 let, ne. Če pa analiza pokaže kakšne prezaloženosti, pa zato, da se res sami sebe res nadziramo, bi pa vseeno priporočal, da se čez 4-5 let ponovno naredi analizo in da se vidi, če so se te številke vsaj kaj znižale. Če vidimo, da rastline nekako uspešno rastejo, je to dejansko kar neka samokontrola oziroma samoanaliza. To prav gotovo, ja. Če rastline v redu uspevajo, dostikrat tudi to. Skratka, jaz vedno pravim ljudem, če vam vse v redu dela, če ste zadovoljni s tem, ne si želeti več. Če pa so težave, potem je pa treba poiskati pomoč oziroma nekaj spremeniti.
Pa še morda o dobrih sosedih na vrtu. No, jaz bi mogoče čisto za začetek, ker se ljudje pol vedno tega ustrašijo, povedala, da dobri sosedje vedno pomenijo, da rastline rastejo ali v isti vrsti ali pa v sosednjih vrstah. Sosedna greda se ne mučiti s tem, ker ljudje se pol zdaj zelo mučijo, če lahko na sosednji gredi to raste. Skratka, če je vmes ena, najbolj fajn bi bilo sicer fiksna potka, no, ampak če je vmes potka, potem naj vas to ne obremenjuje. Drugače, kaj so takšni tipični dobri sosedje? Tipično sta seveda čebula pa korenček, s tem, da korenček čebuli pri čebulni muhi nikakor ne more pomagati. Vemo, da takrat korenček, ko čebulna muha leta, to je v aprilu, je praktično komaj zunaj ali pa še sploh ne. Pomaga pa obratno, pomaga pa recimo čebula pol korenju proti korenčkovi muhi, ki je pri nas tudi vedno več. In predvsem por v korenček posajen, jaz to rečem zato, ker se korenje pač seje nekje, če ne prej v maju, v juniju še enkrat in se potem sadike pora vmes v vrsto korenja posadijo in bo relativno dobro za varovanje jeseni pred čebulno muho, ne, oziroma porovo zavrtalko. Potem tipične kombinacije so to, da poleg kapusnic je zelo dobro kakšno kamilico imeti. Kamilice so zelo dobre za odvračanje teh škodljivcev od kapusnic, pa tudi katerakoli kobulnica, recimo sladki komarček, koprc, janež ali pa kaj tega, kar je na vrtu, pa tudi ognjič. To so vse te stvari, ki bodo odganjale škodljivce, pa tu pa tam tudi kakšno vrsto, kar vmes vrsto nizkega fižola za malo hrane za kapusnice, pa seveda obvezna bazilika, poleg vseh plodov, ne samo paradižnika, tudi poleg paprike, kumar, buč, bučk. To so take najbolj tipične, najbolj znane kombinacije. Pa je pa še kar nekaj takšnih pomoči. Vemo, da žametnica, ognjič, pa kapucinke, kot malo novejše, skratka, naj bodo kjerkoli, le imamo prostor za njih na vrtu, lahko so v vrste, lahko so tudi deloma med vrstami, seveda jih ne sme biti več kot vrtnine, ampak kjerkoli so dobrodošle. Tudi korenček pa solata recimo je zelo dobra kombinacija za spomladi, ko solata berivka pa redkvica, kar v isti vrsti skupaj, ne istočasno posejana, ampak najprej posejemo solato, potem pa vmes posejemo redkvico. To so takšne na hitro, pa seveda koruza pa fižol, ne, to pa vsi poznamo, tisti, ki imajo to možnost, da fižol obesijo na koruzo. Fižol je bolj zdrav, pa koruza nima težav s koruzno veščo. Posebej tisti, ki sladko koruzo že sejete in ki jo imate radi. Če gremo skozi same bolezni, ki nastanejo na kaktusih in drugih sočnicah v rastlinjaku čez zimo, je v bistvu tako kot poleti najpogostejša gniloba. Ta gniloba je lahko posledica več faktorjev, lahko je posledica slabe vzgoje čez poletje, pogosto je pa tudi posledica kakšnih insektov, predvsem volnatih uši, ki napadajo rastline čez poletje. Po zimi se volnate uši same matice skrijejo v volno oziroma v samo rastlino ali v tla, zato jih po zimi ne bomo videli, razen če je napad res intenziven. Posledica bo pa pogosto gnitje, ampak gnitje lahko povzročijo tudi drugi faktorji. En od faktorjev je na primer cvetenje, zimsko cvetenje rastline, kot recimo v tem primeru ta Mamillaria plumosa, ki zdajle v januarju intenzivno cveti. Ti cvetovi se bodo v februarju zaprli in ko se bodo začeli sušiti, jih bo napadla plesen, ki sicer ni nevarna, vendar lahko v daljšem roku, kot je na primer na tej rastlini, povzroči plesnenje znotraj aksil. Ta plesen bo zašla potem tudi v samo rastlino in jo bo uničila. Lahko bo uničila samo določen pas, ki se bo usušil, lahko pa bo zgnila cela rastlina. Če pride do samega gnitja, potem lahko da tega niti ne bomo v prvi fazi opazili. Recimo ta rastlina je znotraj tukaj že poškodovana, že propada in tega ne opazimo zaradi gostih bodic. Opazimo samo potem, ker je tkivo malenkost temnejše in ker se postopoma se pojavlja tukaj vdrtina. To je prva faza samega gnitja, ki ga običajno povzroči glivica fusarium. To je druga faza, se pravi, ta rastlina je v fazi intenzivnega gnitja in jo moramo obvezno odstraniti čim prej iz rastlinjaka, zaradi tega, ker je rastlina popolnoma preraščena z samimi glivicami.
Ta rastlina mora čim prej iz rastlinjaka, odnesti jo moramo previdno, zaradi tega, ker se že na sami rastlini pojavljajo trosi, ki se širijo po rastlinjaku. In tretja faza gnitja je nato povsem osušena, uničena rastlina, ki se pokaže kot popolnoma porjavela in posušena. Taka rastlina je zdaj popolnoma propadla. Nekaterim rastlinam čez zimo odpadejo vrhovi ali veje, zato je značilno za opuncije, kot je recimo tale opuncija, in vidimo, da so se tukaj že same vejice posušile. To ni nič narobe, namreč nekatere opuncije čez zimo, takrat, oziroma v sušnih obdobjih, ko nimajo dovolj vode, odvržejo mlade veje. Te veje odmrejo, rastlina oziroma stari del rastline pa raste naprej. Podobno ta tefrokaktus, kateremu odpadajo vrhovi, bolj ko je suha, bolj bojo te vrhovi odpadali, takole. Na vsak manjši dotik se vrhovi odlomijo in padejo na tla, ampak na ta način se rastlina tudi razmnožuje. Torej, pri teh rastlinah je odpadanje vršičkov normalno in ni posledica bolezni. Zima je letni čas, ko se nam narava zdi nekako malo bolj pusta, pa vendar, če malo bolj podrobno pogledamo drevesa in grmovnice in damo kakšen nasvet oziroma idejo, kako zasaditi vrt, da je po zimi tudi prijaznejši, barvitejši in lepši. Med drevesa, ki so v vrtu zelo zanimiva, prav gotovo sodi breza s svojim belim deblom in pa vejami. Prav tako je med večjimi drevesi zanimiva tudi vrba žalujka, ki nas razveseljuje z oranžno-rumenimi vejami. Po obliki vej pa je ravno tako zanimiva tudi zvita vrba, ki ravno v tem letnem času še toliko bolj izrazito pokaže svoje oblike. Med rastlinami listopadnimi, na katerih so v tem letnem času plodovi, je zanimiv hibiskus, potem tudi kalikarpa z vijoličnimi plodovi. Po oblikah in barvi pa so zanimive grmovnice tudi dreni, v tem primeru oblikovani okroglo. Vidimo rdeči dren, rumeno-oranžni dren. Zelo zanimive cvetoče rastline v tem času pa so viburnumi. So ene prvih grmovnic, ki po zimi že cvetijo v teh belih oziroma belo-rožnatih cvetovih. In pa med trajnicami je zanimiva bergenija, ki cveti v tem času rožnato. Kakorkoli pa si vrt lahko popestrimo tudi z iglavci, kar pomeni z brini, s tisami, s tujimi, tujo smaragd, pri tem tudi nizko rastli pisano-iglični rumeno-zeleni brini in pa kleki. Morda pa pri iglavcih spregovorimo nekaj besed tudi o tem, kako jih zaščititi, sploh v začetnem obdobju rasti pred kužki. Kajti dobro vemo, da so iglavci zelo občutljivi na uriniranje in se s tem tudi kar hitro posušijo. Zato je najboljše, da v tem primeru pred tako napadenim iglavcem naredimo leseno ograjo, v tem primeru iz vrbe in pa količkov. Med listnatimi rastlinami pa so v zimskem času zanimivi bršljani, pušpan, rumeno-zeleni evonimus in pa seveda s svojo sivo barvo listov nas razveseljuje tudi sivka. Drugače z dolgimi suličastimi listi pa nas tako rumeno-zelena juka kot siva juka ravno tako vedno znova navdušita. Tako v tem primeru vidimo za menoj že kar dodobra uničeno polovico kleka in to ravno zaradi kužkov, ki nenehno urinirajo na tem vogalu. V tem primeru lahko preprečimo to, kot sem že prej povedal, z tako nizko ograjico
In v tem primeru bo pač ta ograjica tista, ki bo večkrat polulana. Samega dela se lahko lotimo tako, da nekje na enako dolžino nasekane količke zabijemo v zemljo, nekje na razdaljo 20 cm. Višina je po tem primeru čisto poljubna, kadar imate pri hiši večjega psa, pač je potrebno, da je ta ograjica malo višja. Sicer pa že zadostuje vsaj delna prepreka. Za naslednjo fazo izdelave pregrade bom tokrat uporabil veje pantovca. O pantovcu morda niti ne gre izgubljati besed, režemo ga v tem letnem času. Veje so zelo dobro upogljive, tako da ga lahko res brez problema napletamo med količki. Napletamo levo, desno in ker je ravno zima, se lahko malo pošalimo in rečemo, da veje napletamo tako, kot da bi vozili slalom. Tako zopet vejo napletamo ravno obratno kot prejšnjo in pa postopek ponavljamo, dokler ne pridemo do želene višine. Pri tem pazimo, da vedno dobro vpnemo veje eno zraven druge, tako da nam ne bi ta ograjica razpadla. Sicer pa jo bomo na koncu tako ali tako pritrdili še z žico. V tem primeru vidimo, da se nekako dolžina vej končuje tukaj, tako da bomo kasneje od tu naprej nadaljevali s prepletanjem z drugimi vejami. In morda še zdaj pred koncem začnem prepletati ravno iz nasprotne strani, zato ker imam zdaj na tej strani samo debele konce vej, tu pa tanke, tako da nekako dobim neko ravnotežje. V primeru, da nam veje proti koncu že malo nagajajo in uhajajo iz zadnjega količka, si pomagamo z žico in jih takole pritrdimo, zvežemo skupaj, tako da nam ne bodo več uhajale ven. In tako lahko zdaj veje še tudi zatikamo med žico. Tako, željena višina ograjice je dobljena. Na približno enako dolžino prirežemo veje in jih za vsak primer še enkrat dobro zvežemo z žico. Žico morda tudi malo prepletemo, tako da bo konstrukcija res dovolj močna in nam bo tako služila nekaj let. Potem pač, ko veje razpadajo, jih zamenjamo z novimi in tako imamo zelo hitro pripravljeno zanimivo, dekorativno ograjico, ki služi tako, kot sem rekel, dekorativnemu kot praktičnemu namenu.